Dobrodošli v novi epizodi podcasta Posavskega obzornika z naslovom Odmevi Posavja. Danes je z mano Beno Kunst iz Brežic, športnik, gimnastičar in pa tudi ustvarjalec vsebin. Dobro jutro, Beni. Dobro jutro. Kak si kaj? Ja. Čeprav ni spet tako zgodno jutro, ampak se počutim, kot da bi lahko malo dlje spal. Ja, naj povem, ko snemamo, to je jutro. Tako da mogoče najprej, kako potekajo tvoja jutra ponavadi? Moja jutra so čisto odvisno od tega, ker dan je, pa ali imam treninge v Ljubljani ali ne. Zdaj, če grem zjutraj v Ljubljano na trening, se ponavadi zbudim nekje ob 5. Pol pa zajtrk, pa vse to, pa prijem do Ljubljane, sploh zdaj, ko je gužva. Če imam pa, ne vem, treninge v Brežicah, to je 2-krat na teden, je pa tako, se zbudim malo kasneje, ne vem, ob kakih 7, pa zjutraj pol delam, ne vem, montiram video ali pa karkoli, pa pol popoldne delam trening, tako da. Zdaj, po tvojih videih sodeč, mi izgledaš kar rutiniran človek in rutiniran športnik. Koliko ti pomeni ta rutina, no, da jo imaš? Drugače, mogoče zgleda, kot da imam neko rutino, ampak je ful tako, ful se lovim. Fora je, da se mi zdi, da se moji dnevi tukaj spreminjajo, pa mogoče en dan prej izvem, da se bo nekaj spremenil in si moram pol hitro spremeniti nekaj, ampak ne vem, no, že od nekdaj te treningi, pa to sem imel, ko sem bil v osnovni šoli pa srednji šoli, sem imel vedno ono, ok, 3 ure treninga imam na dan, takrat ne delam nič druga, pa si pa moram planirati, ne vem, kao za učenje pa vse te stvari. Ja, zgleda, kot da imaš res, kot da izkoristiš vsako minuto v dnevu na nek način. Vsaj tako po videih, ko gledam, ne. Pa imaš rad tudi ta del lenarjenja potem oziroma delanja nič, ali si res tisto, vsako minuto moram nekaj delati? Ponavadi je tako, da hočem vsako minuto nekaj delati, če pa že rečem, ok, da bom lenaral ali pa karkoli, ne vem, gledam z Nino kakšne filme ali pa serije ali pa kaj takega, tako da skupaj to preživimo, ampak nikoli pa ni tako, da bi sam bil, ne vem, na TikToku ali pa da bi scrollu kje ali pa kaj karkoli gledal. Ponavadi gledam, ne vem, YouTube med tem, ko jem zajtrk ali pa kaj takega, drugače pa čez dan pa ta socialna mreža ful ne uporabljam. Zanimivo. Ja. Kaj pa bi ti sebe v prvi vrsti opisal bolj kot športnika ali bolj kot ustvarjalca vsebin? Kje je to na tehtnici? Oj, ne vem, trenutno bi po mojem rekel športnik, zaradi tega, ker je to večina življenja, pač se ukvarjam s športom. Ampak vedno bližje grem tem content creatorju, pa tako da težko nekje vmes, no, recimo zdaj. Ja, saj nisem vedela, kako te ne predstavim, ustvarjalec video vsebin je zelo tak širok pojem, ne. Pol imamo tukaj, ne vem, raznorazne influencerje, na tak način ti imaš rad, da ti nekdo reče influencer ali ne? Pač ne vem, ne vem, content creator mi je tako najbolj, se mi zdi, da bi me nekdo poklical content creator, mi je najbolj po mojem všeč. Te ne užali. Ne, ja. Ja, jaz sem si tako zamislila, da bi te najprej spraševala malo o tvoji športni poti oziroma gimnastiki, ker tako si rekel, ti je to predstavljalo večino življenja. Pol pa še o content creatorstvu, ustvarjanju vsebin po slovensko, da ne bomo angleško, ne. Zdaj, gimnastiko treniraš res že od zelo malih nog. Kdaj si to začel? Oziroma, ali bo to tvoja želja, ali so te starši opisali, ker si bil, ne vem, hiperaktiven, ali kakorkoli, ne, včasih tako so take zgodbe. Kako je bilo to? Bilo je, v bistvu začelo se vse na morju, zdaj ne vem, kje smo bili, mislim, da smo bili na Rabu in jaz sem takrat začel delati kolesa, pa ne vem, neke prevale tako na tleh, na travi nekje. In moja mama je bila včasih trenerka gimnastike in je rekla, ok, to mogoče bo neki. Poznala se je s trenerji pa to in je rekla, ok, bom ga vpisala. In pol kar naenkrat sem jaz zljubil ta šport in sem ostal v tem. Vmes sem v bistvu začel trenirati, pa sem, ne vem, 2 meseca treniral, pa mi pa nekak trenerji niso bili všeč, ker sem bil mali, to sem bil, ne vem, 4-5 let star. In sem pol nehal za pol leta, pol sem pa nazaj začel. Tako da takrat pa konstantno treniram. Pa si bil že od začetka, dobro, ok, mogoče ne glih, ko si bil star 4, ampak pol, ne vem, osnovna šola ali pa že konec osnovne šole, si imel v glavi, ja, to lahko postane moja kariera, jaz bi bil profesionalni gimnastičar, ali je bil to pač kot nek hobi, pri katerem se, ne vem, zgibaš, telovadiš in narediš nekaj za sebe? Zdi se mi, da tako, ko si v osnovni šoli, še ne gledaš na te stvari tako. Ja, s tem bi se rad ukvarjal pač tako profesionalno. Bil sem tako, ok, hobi, vlekel bom, dokler bom lahko. Pol srednja šola, ko je bila, se mi zdi, da se mi je malo odprlo, sem rekel, ok, mogoče bi bilo kaj več iz tega.
pol, ne vem, je bila itak korona, pa vedno so neki ups and downs, tako da, ampak zdaj se mi zdi, da sem na nekih trdnih tleh, no, lahko rečem to. Še mi zdi, da gimnastika je tak šport, ki mu že iz štarta moraš posvetiti res veliko časa, veliko ur v dnevu. Ne, tle si rekel, da 3 ure na dan imaš treninge. In to se mi zdi recimo kot, ne vem, nek osnovnošolec, srednješolec, se mi to zdi res ogromno. Ja. V primerjavi z mogoče nekimi drugimi športi, ne, ki so po, ne vem, uro ali pa uro pa pol. Si že odskoz vedel, jaz bom pač tem posvetil toliko ur na dan, ali si bil, danes ne bi šel na trening 3 ure, veš, koliko je to, ne? Pa ja, ne, jaz sem že od nekdaj sem rad hodil na treninge, se mi zdi, da sem se tam res sprostil, tudi ko sem bil mali, pa tako imel sem res dobro družbo, ful smo se ujeli, tako da kar se tega tiče, mi nikoli ni bila muka iti na trening, tudi zdaj nikoli tako, pa čeprav vem, da se moram na trening pelati uro pa pol, pa iz treninga uro pa pol, mi ni muka iti zdaj v Ljubljano na trening, tako da ne, s tem glih nisem imel nikoli problemov. Te lahko se na tej točki vprašam, vem, da se mi zdi, da prej si začel si seveda v Brežicah trenirati, ne Brezcah, sem stara reči Brezcah, v Brežicah. Zdaj pa, ko si rekel, menjaš, oziroma si, ne vem, pol v Ljubljani, pol v Brežicah, si zamenjal klub ali zakaj? Fora je, da jaz delam sam preskok tudi tekmujem in preskok v Brežicah nima dosti dolg zalet in tudi ne morem pol delati določenih skokov. Tako da, kar se tiče treningov v Ljubljani, tam lahko normalno delam preskok, ko sem pa v Brežicah, delam pa pač druge stvari, pa delam fitness, pa pol imam, ne vem, kakšne predvaje za kakšne skoke, pa moč, kondicija, take stvari, pol sem malo bolj osredotočen doma. No, vidiš, to me je zanimalo zadnje cajt, sem tako v Ljubljani. Prej si omenil, da si imel obdobje korone, če sem te prav zastopila, ko ti je vse malo dol padlo. Oziroma, nekje sem tudi zasledila že tako da itak korona je bilo za vse, ne samo za športnike, dosti tako težko oziroma tako malo hecno obdobje. Si takrat kaj? Si mislil, da je brez veze vse skupaj oziroma da bi kar najraje pustil vse skupaj? Težko je bilo zaradi tega, ker so bile dvorane zaprte in sploh nisem mogel trenirati. In pol itak ti glava gre v različne smeri, ali bom to delal, ali bom ono delal. Pa ko, ne vem, pol leta nisi treniral tako preskoka ali pa svojih orodij, si lahko sam, ne vem, delal za moč, tekel pa to, pol nisi več šur v neki stvari, ampak pol, ko se mi je nazaj dvorana odprla, sem takoj začel in ja, ni bilo panike pol naprej več. Si pa vmes med korono še vedno doma telovadil, ali kako si pa takrat zdržal neko kondicijo? Mislim, hodil sem teč, delal sem za moč, imam tudi orodja doma, imam konja doma, kroge, nek drog, tako da neke stvari sem lahko delal, ampak ne vsega. Preskok, na primer, nisem mogel razen tega, da sem tekel. Torej, rekel si, da zdaj tekmuješ samo v preskoku. Ja. Si že od vedno tekmoval samo v preskoku, oziroma kdaj se zgodi ta neka, nisem tukaj v svetu gimnastike, da ko se razdeliš v bistvu, v kateri disciplini oziroma na katerem orodju boš tekmoval. A so gimnastičari, ki tekmujejo na večjih orodjih? Ja, ponovadi je tako. Tudi do konca sem rekel to, da treniram res vsa orodja, pa tekmujem. Ampak če res hočeš biti nek vrh v gimnastiki na svetu, moraš za mnogoboj, tem se reče mnogoboj, trenirati, ne vem, od 6 ur pa pol več na dan. In jaz pač nimam časa za to, že pač 3 ure pa pol mi je res samo za trening. Se mi zdi, da nisem pa nikoli tako gledal, ne vem, ko sem treniral vsa orodja, da bom sam na preskoku tekmoval. Jaz sem vedno imel konja v planu, tudi tu imam konja, ampak pol se je nekaj obrnilo in ne vem, vedno sem bil tak ful eksploziven, pa to mi je bilo všeč, parter pa preskok mi je šel vedno dobro. Ampak se mi zdi, da nikoli nisem imel kakšne take velike konkurence tudi v Sloveniji, ker sem večinoma v Sloveniji tekmoval, da bi videl ok, mogoče pa bi lahko nekaj bilo. Tako da pol kar naenkrat, ne vem, mislim, da se je obrnilo to na Švedskem, sem bil na eni tekmi s klubom in sem takrat tekmoval konja, drog pa preskok, pa sem na preskoku prišel v finale in pol kar naenkrat sem sam preskok. Pa nekaj mogel sem še drog, ampak zdaj pa sam preskok. Koliko časa nazaj pa je to bilo, ko si se fokusiral sam na preskok? 3 leta ali 2 pa pol, 3 leta. Okay. Zdaj, letos si naredil najboljši rezultat kariere, bil si 3. na svetovnem prvenstvu v preskoku v Kopru, čestitke najprej. Če se ne motim, je to tvoja prva medalja na najvišji ravni oziroma ne na svetovnih prvenstvih. Prva. Ja.
Ti je bilo to tekmovanje kaj drugačno, oziroma že od štarta, ko si začel skoki, ali pa mogoče to, da je bilo pred domačo publiko, kako ti je bilo res zmagati na takem tekmovanju? Ne zmagati, sorry. Se na nek način je bila zmaga za mene. No, pa Pač ja, čist nek drug feeling. Jaz sem imel čez celo sezono sem imel full tekem, tako vse posod. In čeprav tale tekma zdaj ni bila originalen svetovni pokal, bil je Challenge Cup, to pomeni, da ni prav svetovni pokal, ker se gleda neki s točkami, tudi, kar, če bom zdaj razlagal, bo predolgo trajalo, ampak vseeno pridejo pač iz celega sveta, sam pač ne v takem številu. Fora je, da jaz sem imel full teh tekem čez leto in sem v Bakuju sem bil 4., to je bil originalen svetovni pokal. Takrat mi je, ne vem, pol zmanjkalo, mislim, da 10 ali nekaj takega in sem bil tak čist, ne vem, no. Pač res sem upal na eno medaljo letos. Pa, ko se je to zgodilo v Kopru pred domačo publiko, itak da ti veliko več pomeni. Ja, rekel si, da si bil 4. v Bakuju, oziroma nasploh, ko sem gledala tvoje vrstitve, sem videla, ja, velikrat ti je zmanjkalo zelo malo, ali do 3. mesta, ali do finala. Kako si to doživljal, oziroma to, da si res velikrat ostal tik pod stopničkami ali pa tik pod napredovanjem, je to na tebe negativno vplivalo? Pa ne, ni negativno vplivalo. Fora je, da jaz imam zaenkrat še dost lažje skoke kot eni ne vem, vrh. Oziroma, ne spet dost lažje skoke. Zato tako rečem. Imam težke skoke, ampak še vedno se da nekaj narediti na tem. In takrat je mene edin v Bakuju, naprimer, če bi jaz delal težji skok, bi kam odbil na stopničkah. Zato sem pol hotel nadgrajevati moje skoke in to. Ni, da bi bil kaj down zaradi tega, ampak sem imel več motivacije pol za naprej. Pa si vedel, da lahko daš več od sebe, oziroma da lahko performiraš dobro tudi težji skok. Ne, mogoče zaradi tega te to malo frustrira. Ja, se zato, ampak brez treninga uniskokov ne morem jih na tekmah kar začeti delati in to me najbolj, ko je pa tekmovalno obdobje, se gre pa, ne vem, v eno državo za en teden, pa se pride domov za en teden, da se trenira naprej, pa se gre v drugo državo za en teden in tako 2-3 mesece traja vse skupaj. Tako takrat nimaš časa neki novi skokov trenirati. Letos si tekmoval tudi na članskem evropskem prvenstvu. Kakšna ti je ta izkušnja iz evropskih prvenstev ali pa svetovnega pokala v primerjavi z nekimi tekmovanji na državni ravni? A čutiš več nekega pritiska? Konkurenca je tudi verjetno hujša, je to bolj tak na ostro? Je, pa že tako pri ogrevanju, ko imaš treninge pred tekmo, pač cela dvorana je sam teh glavnih, ko res so asi. In tam itak, da se hočeš malo izkazati, pa to, tako da že treningi so taki malo bolj tako naporni. Ampak pol pa itak, ko je tekma, se mi zdi, da res izklopiš vse iz glave, pa pač sam tekmuješ. Oziroma, tako je pri meni, ne vem. To je dobro. Ja. Pa imaš na dan tekmovanja mogoče kak poseben ritual ali pa kako navado ali pa kako miselno stvar za srečo? Eno verisco imam, ko jo vedno obesim na torbo, nič tako spečno, ampak tudi. Ja, vem, da eni športniki imajo kar te intenzivne, ne vem, kako si postavijo flašo, pa tako, za kakšne tenisače imam to v bistvu, če veš, ne? To je tako, jaz včasih papoče gledam, pa preden skočim, imam tak poseben način, kako si navažem roke pa to, ampak to ni tako bolj, tista verisa se mi zdi, da je tisti glavni. Torej ne bi rekel, da si ekstra vražljiven. To so pa tvoji največji vzorniki, recimo v gimnastiki. A je kak slovenski ali so bolj tuji? Takrat, ko sem bil še na konju aktiven ful, je bil Saša Bertoncel, on je bil konjaš slovenski. Drugače pa od nekdaj že Kohei Uchimura je pa on top bil, to je pa en japonski gimnastičar, mnogobojc, je pa pač en gimnastičar pač najboljši po mojem, kadarkoli. Torej se po njih zgleduješ. Zdaj pa gimnastiko in podobne športe dosti povezujemo z nekim zredom, z disciplino, nasploh z nekim strogim režimom, bolj strožjim kot za nekatere druge športe. Zdaj, slovenski šport je nedavno pretresla afera v judu s trenerjem. Bi rekel, da se dogajajo tudi kakšne take situacije v gimnastiki, oziroma tako, da so, ne vem, trenerji res preveč ukazovalni, preveč strogi, ali imaš ti dobre izkušnje, ali pa če poznaš mogoče kak tak primer? Mislim, jaz iskreno imam dobre izkušnje s tem, nikoli
nikoli ni bilo kakih problemov. Vem pa, je bilo pa z, mislim, da ameriško reprezentanco, je pa fizioterapeut, ne trener, jih je neki spolno zlorabljal, to je bilo že kar nekaj cajta nazaj. Tako da zdaj mislim, da je v zaporu že kar nekaj časa. Kako pa ne bi po tvojem mnenju izgledal nek zdrav odnos med trenerjem pa med športnikom? Po mojem je že to, da si lahko poveta en drugmu to, kar si mislita. Je tako. Mislim, vseeno se mi zdi, da mora biti neko spoštovanje med trenerjem pa tekmovalcem, ampak vseeno se mi zdi, da ne vem, naprimer, če te nekaj boli ali pa karkoli, da ne boš ti delal prek svoje zmožnosti, da pač poveš pa to. Drugače pa, mislim, sam nisem imel takih situacij, da bi lahko tako res razmišljal v to smer, ampak po mojem je to ena stvar, ko to spoštovanje vseeno se mi zdi, da je kar. Kaj pa ti recimo, ko treniraš, večinoma, kot razumem, treniraš sam, oziroma si tudi sam oblikuješ svoje treninge, ali je velikokrat tako, da je pač trener prisoten? Zdaj, kar se tiče, prej je bilo večinoma sam, zdaj pa v Ljubljani imam trenerja, reprezentančnega in je on vedno z mano. Mi tudi on planira treninge pa vse, tako da se mi zdi, da tudi zaradi tega se mi zdi, da je šla moja kariera mogoče malo bolj gor, no. Kako je pa zdaj s tem prvenstvom v Indoneziji? Nekaj smo slišali, da se boš mogoče udeležil, pa zdaj smo se nekaj pred snemanjem pogovarjali. Mislim, to je bil moj plan na začetku, oziroma po koncu teh svetovnih pokalov, da grem na svetovno prvenstvo, je pa zdaj oktobra. Ja. Ampak, tako kot sem prej rekel, da nisem imel časa trenirati težjih skokov, za to, da bom konkurenčen pol med res tisti vrh, sem rekel, da v bistvu smo se s trenerjem odločili, da je najbolj, da počakam, pač malo spustim tole tekmo, pa treniram na te dve skoki, da imam pol za naslednjo sezono pripravljene te težje skoke in sem pol lahko pač tekmujem med res, pač med vrhom, kako je te rekel. Tako da, Torej, sezona se začne drugo leto pol ja. in zdaj imaš nek čas, da delaš na sebi oziroma na boljših skokih. Ja. Aha, ok, zanimivo. Kakšni so pa recimo tvoji cilji za prihodnost, mogoče bolj dolgoročni cilji? Jaz sem rekel, da ene olimpijske igre moram počakati še, tako da bomo videli, kako bo s tem. Itak vsak športnik ima želje po olimpijskih igrah, tako da to je nekaj, kar hočem še doseči v gimnastiki, pa sem pa, mislim, da naredil vse, kar sem kadarkoli hotel. Ja, mi ti vsi želimo veliko sreče, pa da se bomo gledali na olimpijskih igrah. Zdaj pa še malo o tvojem ustvarjanju vsebin. Okay. Zdaj vem, oziroma spomnim se, da si z YouTubeom začel že zelo, zelo dolgo nazaj s svojim bratom. Spomnim se še, da sem v srednji šoli intervjuvala tvojega brata Aleksa za šolsko revijo in je bil tak, ja, Beno mi je rekel, da moram to reči, Beno mi je rekel, da moram to reči. Se mi zdi, da si bil že odskozi tak bolj idejni vodja na nek način. Tako sploh ideja, da bi zdaj pa videl začela snemati videe? Jaz sem že tako, ko sem dobil možnost, da sem malo več gledal na YouTube, sem takoj bil obsessed with YouTube, tudi zdaj se mi zdi, da ni boljše platforme, kot je YouTube. Takrat pa sem jaz vedno hotel biti nek ta ustvarjalec vsebin, pa da malo pokažem, kako se imam fajn, pa malo pokažem svoje življenje. Pa sem pa tako, malo mi je bilo awkward, ker sem bil tako mlad, pa sem rekel, če bo moj brat zraven, mogoče ne bo tako awkward, pa sem pol njega potegnil zraven, pa se pa kar nadaljeval, mislim, ker nisem nove platforme so pršte, sem kar na vse šel, tako da zdaj vse posod ustvarjam. Ja, se spomniš, kaj pa je bil vajen prvi video? Prvi video je bil tako, da smo mi da sedela pred kamero, pa smo nekaj govorila. To je bilo ful slabo zaditano takrat. In polkar naenkrat je bil montaža mojega treninga, polkar naenkrat spet sam mi da sedimo pred kamero, montaža treninga, pa konci, da ne vem točno, kaj smo govorili, ampak ta video je še mislim, da ga je objavljeno. No, torej zdaj ga lahko si grejo za nazaj pogledati in bo dobil ful ugled za nazaj. Jaz ne vem, zakaj sem se odločil za YouTube, ampak zdaj jih pač dosti jih je šlo na YouTube, da vlogajo pa to in pa sem se odločil, zakaj pa je še najbi, ne. Pa si imel že takrat, kot mali otrok, osnovnošolc, neko željo, da bi ti bil YouTuber, mislim, nek veliki YouTuber, da bo to tvoj poklic? Ja, to sem vedno hotel. Sploh, ko sem gledal, kako nekateri živijo, pa pač dobro, vse to je drugače, če gledaš ven, ko imajo pač te luxurious avte pa vse to, ampak mislim, v Sloveniji itak vem, da tega ni možno, če ne greš ti širše, ampak vedno mi je bil všeč ta princip, da ljudje snemajo sebe pa objavljajo te vsebine, tako da vedno sem hotel biti ta. Že od začetka. Ja.
Zdaj snemaš zelo različne vsebine, ne? Torej od nekih dnevnih vlogov, življenja športnika oziroma pač tekmovanja vaša, do nekih zanimivih in težkih izzivov. V ustvarjanju katerih tipov vlogov, ne, tipov videov pa najbolj uživaš oziroma kaj najrajš snemaš? Vloge. Aha, ok. Se mi zdi, da je to taka, pa ne rabiš tako ful pretiravati, sam pač posnameš tisto, kar delaš, pa že pol zmontiraš, sestaviš skupaj in to. Koliko časa ti pa vzame recimo montaža enega videa Zdaj za YouTube? za YouTube? Enih od 10 do 15 ur, po mojem. Madonna, to je kar. Ja. To je kar. Kaj pa te tvoji izzivi? Se mi zdi, to ti verjetno vzame najdlje časa, že neko planiranje in pol sama izvedba in še montaža. Kak je s temi izzivi? Te izzivi so tako res zanimivi, pač prvo dobiti neko idejo, kaj bi sploh snemal, da bo ljudem zanimivo. Ker konec koncev tudi objavljam zato, da ljudje pač pridejo na moj kanal pa to. Ja, to je tako, da res izplaniraš pa cel dan, res posvetiš sam snemanju, pa pol še en dan za montiranje, ko pa snemaš kak vlog, je pa drugače. Pač snemaš tisto, kar delaš, ne rabiš si urnike spremeniti zaradi tega, da boš snemal, ne. Se zato mi je tudi malo bolj tako všeč. Je bilo kdaj, da ti je šel kak izziv, ne vem, ful narobe? Ja, preživeti v naravi. Ja, to z nekaj gledam, ja. Ali pa nekaj si imel še 24 ur v bazenu ali nekaj tega. Tako me treba začeti, pač ne moreš biti. Če si kar visoko svoje cilje. Kje pa res dobiš te ideje? A to od kakih drugih youtuberjev, mogoče svetovnih oziroma ameriških? Nekaj dobim, nekaj pol da tudi Nina kak predlog, ampak ja, ne vem, pol nekaj dobim prek spleta, nekaj si sam spomnim, tako, mislim, kdo bi se spomnil pač 24 ur stati na enem stebru gor. Omega pa res, sem že malo pozabila, ampak sem, ja, kar gledam. Pa glede na to, da si ti prvotno pač začel kot youtuber in se mi zdi, je bil še večji razmah itak Instagrama, pa pol še TikToka. A rajš snemaš te neke dolge videe ali kratke, torej te enominutne, oziroma kak ti je bil recimo ta preskok iz YouTuba na, ne vem, TikTok, ti je všeč ali se rajš držiš YouTuba še vedno? Mislim, všeč mi je, da je res za TikTok ne rabiš ogromno časa, lahko sedeš, poveš, objaviš, ne rabiš neki montirati ali pa karkoli. Ampak vseeno mi je YouTube tista platforma, pa tako te dolgi videi, vodoravno, tako ko res gleda, ko film mi je najboljši. Kaj pa recimo, kjer youtuberje oziroma nasplošno ustvarjalce vsebin pa ti spremljaš? A spremljaš bolj slovenske, s katerimi tudi sodeluješ neki, ali bolj te ameriške, ali pa še te OG youtuberje? Na teh OG youtuberjev ne gledam, pa tudi slovenskih nobenih ne gledam. Pač gledam, ne vem, tako 3-4 profile imam, ko jih spremljam in so mi taka inspiracija. Tako malo bolj delajo cinematic videe, pa day in the life. Tako zanimive, tako da vidiš, kak je pač njihov dan. A ti je to pol cilj, da bi se še izboljšal v montaži mogoče, pa da bi bolj na tak, cinematic način snemal? No, zanimivo. Pa si gledal kdaj na ustvarjanje vsebin kot nekaj slabega? Ali pa recimo nekaj, kar te lahko mogoče, ne vem, malo nazaj drži pri športu? Ali pa če ti kdaj kdo rekel, ne vem, zakaj se toliko snemaš, daj, ne vem, raš trenirati? Ali pa zakaj objavljaš toliko, ne vem, teh behind the scenes vsebin od športa? To mi noben ni rekel, ampak sem si sam rekel, kva se zdaj snemaš, daj trenirati, ne vem, dajmo več sajt o tem posvet. Ampak ne, nisem tudi nikoli mislil si tako, da je bilo karkoli. Moraš včasih paziti, da ne rečeš kakšne stvari, ko bi lahko ljudje obrnili pač na tebe drugače, ampak ni tako, da bi se kdaj sekiral, da bo kaj šlo narobe ali pa karkoli. Kako se ti pa zdi pomembno, da recimo danes športniki gradijo tudi nek svoj personal brand oziroma osebno znamko, da pokažejo mogoče za kulisje, to recimo, kar ti delaš, ampak ti še to res veliko delaš. Se ti to zdi pozitivno oziroma da ti prinese nekaj dobrega? Ja, meni se zdi dobro že zaradi tega, da več ljudi vidi to, mogoče se kakšni mlajši pol tudi lahko vpišejo v ta šport, če vidijo, ok, on tako živi, tako trenira, mogoče bi bilo to za mene. Poleg tega pač se dobiš tudi neko poznanstvo pa sodelovanje pol za naprej, ker v kakem športu, tako kot je naprimer gimnastika, tudi ni neki finančno podprt, tako da si pol na ta način tudi pol mi sami malo pomagamo.
Pa ti je kdaj bilo ustvarjanje vsebin oziroma videov v breme? Recimo, ko si se, ne vem, intenzivno pripravljala na neko ne vem, evropsko prvenstvo, svetovni pokal, take stvari, pa res si dal to na stran ali si vseeno probo oboje? Zdaj, ful mi je všeč, ker ko treniram, res treniram z glavo, da sem na treningu, ko sem pa doma, pa snemam, sem pa pač odklopim gimnastiko na nek način. In to mi je všeč, da tudi ko sem na tekmi, se mi zdi, da ne moreš biti z glavo 24 ur. Ne vem, če smo en teden, recimo v Bakuju, ne morem biti cel teden sem z glavo v gimnastiki, si razumem, da pač dolgo študiraš na te stvari, ampak malo se mora tudi glava odklopiti od tega športa in pol zaradi tega tudi druge stvari delam, da malo odmislim te stvari. To mogoče kot nek hobi tretiraš, tako ga imajo tudi ostali športniki, tako ga imajo vsi ljudje, ne? Kaj pa recimo sponzorstvo? A sodeluješ ti z veliko sponzorji oziroma znamkami? Ali na kak način se recimo odločiš, da boš sodeloval s to znamko? A mora biti športna ali lahko tudi lifestyle? Pač trenutno imam podporo od BTC-ja kot športnik. To je edino tako. Kar se pa tiče social media, pa je to odvisno, ali je všeč meni brand, ali je, ne vem, ali je konkurenčen tem brandu, ker tako moram malo paziti na te stvari. Ampak ja, če je športom povezano, mi je veliko bolj všeč. Torej si se do zdaj, bi rekel, pametno odločil za sodelovanje. Imaš lepe izkušnje. Ja, zaenkrat še. Upam, da bo tudi tako ostalo. Zdaj videla sem, da si že sodeloval tudi z ostalimi slovenskimi ustvarjalci vsebin, oziroma ali pa da se vsaj, ne vem, na teh dogodkih srečujete. Če bi lahko sodeloval s kjerimkoli ustvarjalcem, dobro, ali slovenskim, ali pa tudi svetovnim, ali pa lahko za oboje poveš, s katerim bi sodeloval? Težko. Ok, Ryan Trahan, to je en youtuber. Ok. Pa Mr. Beast, po mojem. Ja, Zaradi klada, da bi malo pobral. Ampak tako, ne vem. Imam tudi, ne vem, Jaka Polak, z njim smo tudi rekla, da bomo nekaj snemali isto. Pač tako imam neke te kolege, ko pač bomo ustvarjali, sem ne najdemo časa, da bi se dobili. Ja, verjetno imate vsi natrpane urnike precej. No, o natrpanih urnikih, že prej smo se pogovarjala pred snemanjem, da se res veliko voziš v Ljubljano, da ti vzame dosti časa to. A si kdaj razmišljal mogoče, da, ne vem, življenje v nekem manjšem mestu v Brežicah, da ti ne omogoča vsega tega, kar ti bi lahko življenje v nekem večjem mestu. Tudi kar se tiče, ne vem, športa in ustvarjanja vsebin, recimo. Ja, sem razmišljal o tem, oziroma smo z njim razmišljala o tem. Saj smo imela študenta v Ljubljani, smo probala čim več tam preživeti, ampak je bilo težko. Ne bom povedal, zakaj. Fora je, da pač te nepremičnine težko dobiš kakokoli stanovanje, ne sem tukaj, tudi v Ljubljani pač. Težko dobiti, se pač lahko iščeš sam. Ni nič kaj takega. Ampak ja, vem, da je mogoče bi se dosti več opcij odprlo, če je bil v Ljubljani. Tudi če se, ne vem, gre na kak dogodek, ljudje iz Ljubljane pridejo, grejo že spat, jaz se pa še v Evropo pa moram domov pelati, tako da. Ja, ampak še vztrajaš, tako da zaenkrat še gre. Zdaj vprašala sem te že za cilje kot športnik, kot gimnastičar, kaj pa recimo tvoji cilji kot ustvarjalec vsebin? Kaj so to neki mejniki mogoče, ko bi jih rad dosegel? Pa ne vem, če so kakšni mejniki, po mojem to sam, da držim ta tempo naprej, da še vedno lahko objavljam na YouTubu, pa mogoče, da delam res bolj kvalitetne videe še naprej. Malo bolj cinematic. Ja. Koliko ti pa recimo pomeni to, da te tvoja punca Nina podpira? Ali pa da recimo je ona tudi v isti branži na nek način kot ti? Ali pa tudi družina, vidim, da te podpira, so v videih, verjetno ti to veliko pomeni, no? Ja, mislim, itak da mi, ker že težko dobiš tudi kakve ideje. Mislim, Nina pomaga in jaz ne, tako da se mi zdi, da smo kar dober tim, kar se tega tiče. Zdaj, imam še ene par hitrih vprašanj za tebe, ki jih lahko tudi odgovoriš bolj na počas, ampak načeloma so tako, da jih na hitro odgovoriš, no. Kako bi izgledal tvoj popoln dan? Zdaj, lahko si v Sloveniji, lahko si bilo kje na svetu, lahko treniraš, ne treniraš, karkoli. Se zbudim, recimo ob kakih 6, grem nekam v nek coffee shop na kavo, grem
takoj na trening, treniram po mojem 3 ure nekje, pogrem pa snemat, ne vem, 3-4 ure se snema, zvečer montaža, pol pa še ne vem, druženje s prijatelji ali pa kaj takega. Kako zanimivo, da si svoj popoln dan opisal ne kot da bi ti ležal na plaži, na Maldivih, zdaj cel dan, ampak dejansko delaš, da bi delal to, kar v bistvu zdaj vsakodnevno delaš. To je zelo zanimivo in zelo dobro. Kaj je pa recimo najbolj ekstremna stvar, ki bi jo rad sprobal? Zdaj, ali kar se tiče izzivov YouTubea, ali kar se tiče športa? Skok s padalom. Ok. No, se to pa ni tako težko dosegljivo, mislim. Ne, mislim, treba se spraviti. Ja, povej pa še vlog iz tega. Ja. A razmišljaš ti tako, bilo kjero stvar greš delat, to bom za vlog, to bo za vlog. Mislim pač, ne odločim se takoj, ok, to grem delat zaradi tega, ker bom snemal video, ampak grem to delat, pa rečem, to bi lahko posnel in pol to posnamem. Ampak ti je bilo kdaj, ni nikoli tako, da bi bilo res staged neki, oziroma neke stvari v vlogu, da bi bile res nameščene tam. Ok, to je dobro. Ti je bilo kdaj neprijetno, recimo, snemati v javnosti? A si imel kdaj kako, ne vem, odziv mimoidočega, ali pa ti je kdo kdaj kaj rekel, te ogovoril? To ne. Ko sem snemal, ne. Okay. Pač itak je malo težko, ko začneš, ne, držati telefon gor, pa gledati kamero. Ampak zdaj po mojem sem se kar navadil, pač po mojem mi ni več tako hudo. Tudi ne vem, lahko si naštevam kamero, pa stojim na mestu, pa govorim, tako pa folk hodi in mene. Ampak ko sem pa začel, pa to ekstremno težko, sploh ker sem bil dosti mlad. Mogoče odvisno od tega, kaj počneš. Če ti sam snemaš, ko govoriš, ali pa snemaš okolico, če recimo plešeš ali pa nekaj, ali pa si postaviš telefon, pa nekaj delaš, je verjetno to drugače. Ko to dela. Kaj bi pa Beno počel, če ne bi bil športnik in ustvarjalec vsebin tudi ne? Kaj bi Beno počel? Igralec. Igralec? Zanimivo. To je najbolj blizu teh vod, kaj zdaj delam. Ja, ok. Kaj pa en TikTok trend, ki ti je všeč, pa en TikTok trend, ki ti gre na živce? Ta je težka. TikTok trend. Ful nisem na TikToku, tako da... Zanimivo, ker... Tudi jaz ne delam teh trendov. Kaj je takega? Nekak challenge z Nino mi je bil všeč, ko smo ga to zdaj posnela, se ne vem, kako se tem reče, ampak ja. Kaj mi pa ni všeč? Jet to Holiday. Ok, to je že malo ja. Torej, prvajo bolj Nina skrbi za trende, za te videe, kar se tiče teh trendovskih stvari, ti pa bolj za druge stvari. Kaj pa je mogoče ena stvar, brez kjere ne greš čez dan? Ali je to... Nina. To je lepo, smisel, da že kako materialna stvar rekel, ampak ful lepo. Pa telefon. Ja, to pa seveda. Zdaj, tvoja publika, se mi zdi na YouTubeu in na TikToku in na Instagramu, je pretežno mlajša. A ti tudi videe pol recimo prilagodiš, da bolj apeliraš na neko mlajšo publiko, ali bi ti si želel, da bi te spremljalo, ne vem, ljudje vse generacije, ali pa tudi mogoče malo starejši? Mislim, jaz bi najraje videl, da me vsi spremljajo. Tako da delam nekje, po mojem videu, tako da so usmerjeni v sredino, bi rekel tem. Včasih te challenge, pa to, ko sem jih delal 24 ur, ne delam več. Ampak te, ne vem, day in the life, pa to se mi zdi, da tudi starejši lahko gleda in jim je zanimivo. Smo nisem vedela, da si v bistvu končal pol s temi izzivi. Jaz pa te o izzivih spraševala. Zaenkrat sem rekel, da imam dosti izzivov. Ja. Ok, zdaj mi smo prišli do konca. Ok. Tako da hvala lepa, da si vzel čas. Želim ti čim več sreče in kar se tiče športa in kar se tiče ustvarjanja vsebin, da nas bo še naprej razveseljeval s svojimi vlogi in ostalimi stvarmi. Tako da ja. Hvala vam, pa jaz tudi vam želim srečno s podcastom, tako da... To je zdaj uradno postalo. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi podcasta.